Evo ga, prišel je cajt, da prečešemo žita, tako da smo tudi štartali s tem. Vidimo, na tej parceli raste tritikala, sijali smo jo lani v jeseni, pred setvijo smo tudi založno pognojili z gnojevko. Potem pa, kar se tiče spomladanskega dognojevanja, smo dognojili ob koncu februarja, ko je v bistvu bil pomemben cajt za razrast. In pa potem smo danes prečesali, se pravi, danes smo pa 4. aprila, potem pa naslednji teden bo še eno dognojevanje, da bo v bistvu dodalo to nek efekt za dober pridelek. Zakaj v bistvu prečešemo žita? Gre se tukaj v prvi vrsti zaradi plevelov, potem se gre za to, da v bistvu prezračimo tla, se pravi, da razrahljamo. Sploh letos, ko je bilo spomladi zelo veliko padavin, se splača pač, da se zdaj to prerahla, da bo potem tudi ob dognojevanju gnojevka lepše vpila v zemljo. Pa v bistvu bolj prezračena tla pa pomagajo k tem, da v bistvu še spodbudijo rast. Tak podoben primer kot pri koruzi okopavanje. Tukaj zdaj vidimo, kako je to narejeno. Večina od vas bo verjetno rekla, da to ni ok, pač da je malo poleženo pa vse to, ampak to bo čez dan, dva se bo vse v bistvu nazaj dvignilo. Tako da v bistvu ne bo nobene škode storjene s tem. Tukaj pa v bistvu tudi vidimo, da je zelo veliko samih plevelov v bistvu postrgalo v stran, tako da je v bistvu zelo dober efekt bil. Je tudi še zadnji moment za česanje, potem ko je malo višji posevek, je bolj problem, ampak zdaj je še ok. Je pa res, da je tudi ta posevek zelo gost, tako da v bistvu se tudi tukaj pozna, da bomo malo mečken mogoče razrečili. Zakaj pa nisi prej že to pol naredil, če zdaj je zadnji moment, da to zloviš? Ja, prej je bila težava v tem, ker je bilo premokro in zdaj, če gremo v mokrem to delati, bomo v bistvu pa naredili večjo škodo kot korist. Tako da pač se tukaj moramo prilagajati razmeram. Včasih se tudi poslužujemo jesenskega česanja že, ampak v jeseni je bilo tudi ekstremno mokro. Tako da v bistvu je zdaj bil pravi moment za to, da naredimo to pred drugim dognojevanjem in pa v bistvu, da s tem rešimo nekaj. Koliko sem videl, prej nimaš dobenih stez, ampak tle si se pa vseeno kar pelal noter. Je to kak problem? Tako je, zdaj, kar se tiče stez, lani smo se odločili, da jih nismo delali. Drugače, normalno smo jih, ampak zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu tudi potem, ko s cisterno dognojujemo, bi mogel veliko širše steze narediti in pač lažje je, da v bistvu samo pustiš brez stez. Kar se pa tiče tega, kar se povozi, niti ni tak problem. Bolj je problem, ko je žito višje, če povoziš, tisto lahko pride do gnitja, tukaj pa načeloma zdaj še ni nobene panike. Zdaj, kar se tiče pa pri dognojevanjih, je pa tako, da prvo dognojevanje se načeloma itak žito pobere nazaj, pri drugem dognojevanju pa pač tam, kjer povoziš, ostane na tleh. Koliko pa kaj rabiš, traktor močen, vidim, da imaš to kar ful širok stroj. Širina samega stroja je 12 metrov, se pravi ima 8 posamičnih enot, ko se prilagajajo, ima tudi deljene člene, se pravi se nagiba tudi po 2 enoti posebej. Za tak stroj je potrebna moč vsaj 100 konjev za žita. Kar se pa tiče česanja travnikov, je pa tudi pač tam recimo odvisno, ampak vsaj 120 konjev je super, da imaš. Takih imamo tudi mi, tako da v bistvu bi rekel, lahko delaš normalno. Je pa to Einbock firma, avstrijska, smo zelo zadovoljni, že dolgo cajt uporabljamo in pa v bistvu nimam tudi žal, da smo vzeli malo širši stroj, zaradi tega, ker v bistvu vse, kar imamo, delovne stroje, kar se tiče dognojevanja in pa pač česanja, pač delamo na 12 metrov. Tako da v bistvu lahko greš malo bolj počasi, pa še vseeno veliko narediš. Ja, pa tudi vseeno imate nekaj hektarov moraš narediti, Tako je, ja. Zdaj sicer žit niti ni toliko hektarjev, se vrtimo tam okoli od 10 do 13-14 na leto, ampak se pa uporablja česalo tudi pri česanju koruze in pa glavna v bistvu vloga je tudi pri česanju samih travnikov, ko smo jih pa počesali glih prejšnje dni, tako da v bistvu tisto je nekako bi rekel največje delo za ta stroj. Koliko pa greš kaj hitro lahko?
Zdaj, sama hitrost pri česanju žit je približno tam okoli 8 km/h trenutno. Kar se pa tiče pri travnikih, je pa prilagodljivo na terenu, od 5 pa do 10. Za travnike, kako pa te kartine, zemljo, kupe razgrneš? Ja, zdaj, kar se tiče pri travnikih, je tako. Spredi imamo pri vsaki enoti tako desko, ki jo v bistvu nastavimo tukaj po višini in ona odbije te večje kartinjeke. Nimamo pa to, naprimer, tako pri normalnih branah, čisto do zemlje, ampak majčkeno višje. Potem pa v zadnji naredijo vso ostalo delo česala, se pravi, ki jih pa nastavimo tudi po samem naklonu, se pravi, imamo tudi, bi rekel, moč drgnjenja in pa potem jih lahko tudi fiksiramo, da so bolj trde, da ne plešejo, tako kot zdaj, naprimer, ko se bolj prilagajajo, jih lahko bolj fiksiramo, da v bistvu pretrgajo tisti mah in pa pač, kar je treba, odstranijo staro travo in take stvari. Kako pa veš, kdaj moraš to, ne vem, bolj na močno dati? Zdaj, to je čist po občutku, ne. Zdaj, kar se tiče travnikov, se priporoča malo bolj na ostro, potem pa za kakšne manjše posevke, se pravi, oziroma bolj nežne posevke, se pravi zgodnje žito ali pa kaj takega, je pa treba majčkeno bolj na rahlo. Je pa res, da so ene take, bi rekel, poteze, ko se jih naučiš čez leta. Naprimer, mi smo zmeraj mislili, da kukuruzo češemo recimo tam 3-4 dni po setvi, se pravi, da one male kaleče plevele zatremo. Smo zmeraj mislili, da moramo nežno nastaviti. V bistvu jih pa nastaviš čisto po konci in pa malo dvigneš samo višino, tako da one vseeno nežno praskajo, ampak lepše postrgajo te malo kaleče plevele. Tako da te nastavitve so zelo pomembne, je pa tukaj kar posla, dok nastaviš vseh 8 enot na isto, tako da včasih se moraš kar parkrat sprehoditi. Ampak načeloma potem, ko dobiš nek grif za take stvari, niti ni tak problem. Pač se to naredi enkrat, dvakrat in je to to. Kako je pa kaj z vzdrževanjem tega stroja? Tukaj je vzdrževanje zelo pomembno, zaradi tega, ker v bistvu sploh pri branjenju samih travnikov ta stroj zelo veliko giba, zelo veliko je nekih treslajev, tako da v bistvu zelo pomembno vzdrževanje. Ni pa niti tako zakomplicirano, vsaka enota ima par niplov in pa v bistvu pač, kar se tiče mazalnih točk, je edino težava pri teh, ko nimajo niplov, pač jih moraš posebej z oljem naoliti, ampak potem to špila, tako treba. Koliko pa hektarov vse skupaj na leto delate? Ja, zdaj načeloma letošnjo sezono smo zdaj začeli, pa je bilo, kar se tiče česanja travnikov in pa zdaj žita, smo že čez 50 hektarjev, potem pa odvisno od koruze, če se bo dalo česati, če se ne bo dalo česati. Tako da v bistvu približno tam okoli 70 hektarjev, čisto odvisno, malo več, malo manj. Tako, evo ga, mislim, da smo... Op. Ja? Ja, seveda. V redu. Ajde, bok. Tako, evo ga, klicali so, da je cajt za južno, tako da predlagam, da mi to potegnemo, pa gremo naprej. Pa komande, kaj rabiš kaj od tega? Ja, tukaj sta v bistvu dve ročki, se pravi za levo pa desno stran posebej. V bistvu čisto enostavna zadeva, pa hidravlika, ne. Potem pa, kar se tiče pa obračanja, pa včasih treba tudi bremze razpreti, ker nimamo spredju teži, tako da se s tem tudi znajdemo malo. Tako, evo ga, zdaj pa samo še zapnemo varovanje za na cesto, pa lahko gremo.